V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, zgodilo se je 30. marca anno domini 1947. leta, se pravi na današnji dan pred 78 leti. Na Hrvaškem mlad duhovnik, star 40 let, je šel iz župnije Ozalja na Hrvaškem, kjer je imel mašo, jutranjo mašo, je šel v župnijo Svetice, ki je bila zraven te župnije. Sosednjo župnijo je šel maševat in na poti v Svetice je šel skozi nek gozd, pa tam mimo nekih grmov, in tam sta ga pričakala dva rodna brata, komunista, člana komunistične partije, in ga ustrelila v glavo z lovsko puško, šibrami. In ker ni bil takoj mrtev, ga je eden od teh dveh bratov potolkel z enim kolom, z eno gorjačo do smrti. In potem sta ga, bil je še vedno živ, tudi potem bil še vedno živ, ko sta s tem kolom tolkla. Potem sta ga vlekla dol, tam vlekla nekaj časa po travi gor in ga tam neki grm noter vrgla in dala njega nekaj listja pa nekaj vej na njega podala. To je pravi 40 starega. Zakaj sta ga umorila? Ta duhovnik se je imenoval Janez Strašek, mašnik Janez Strašek, in je bil Slovenc po rodu. Slovenc. Rojen tle pri Podčetrtku. Bil je pa lazarist, postal je lazarist. No, tle je njegova podoba. Bil je lazarist in potem so ga poslali kot lazarista, da je pač imel, da je po različnih lazarističnih župnijah maševal po celi, bi lahko rekli, rajnki Jugoslaviji, če pa tega Jugoslavije še ni bilo. Rajnki Jugoslaviji, ja. No, tole je njegova podoba, fotografija, pa podoba njegove družine, ko je postal duhovnik, vidite, okrog njega. In kaj je napravil slabega ta duhovnik, vidite, da sta ga dva partijca umorila. Nič slabega ne napravite, delal je, kolikor je mogel, kaj za Božjo čast in slavo in za zveličanje nemarljivih duš. To je bil njegov greh za partijce, seveda, za komuniste. In seveda, ko so potem raziskovali po letu 1990 tiste komunistične tiste njihove zapise, zakaj so ga umorili, so ugotovili, da najbolj jim je šel na živce zato, ker je ljudem rekel, da se morajo poročati v cerkvi, da ne smejo živeti na koruzi in da morajo otroke krščevati v cerkvah, ne pa da jih krščujejo pri matičarjih. Tako so tam neko navado so imeli Hrvati, da so kar pri matičarju krstili otroka, mislim, so v cerkvi nesli. In on je pa seveda potem, razumljivo, kot duhovnik je vedel, da krst mora biti v cerkvi, da duhovnik opravi vse obrede, vse od začetka do konca, tako kot jaz krščujem, tudi on krščuje, on je seveda tradicionalni duhovnik, hvala Bogu. In je seveda to pridigal pogovoril, pa ljudje morajo živeti v normalnih, vidite, zakonih, pred Bogom sklenjenih, ne pa da živijo kar tako, ko zajci pa kokoši. Ja, in ker je to govoril, vidite, so ga imeli za sovražnika komunistične partije in seveda Rdeče Jugoslavije in seveda tovariša Jozefa Broza Tita, in so ga umorili. Dva brata na svoj pest. Kaj se je s tema bratoma zgodilo? Nič. Niti na las na glavi jim ni manjkalo. Nič ne, ostala sta na svobodi, nič nista odgovarjala za to, vidite, ker sta umorila duhovnika. Če bi kakšnega partijca, potem bi pa šla na Goljo, tako verjetno. Vidite, tako je bilo po vojni, to je bilo kaj, 47. leta? 47. leta, ja, pred 78 leti. 80 leti. Vidite, Karl Marx pa Lenin pa vsi ti rdeči komunisti, vidite, oni so bili vsi častilci, fanatični častilci evolucije, vsi po vrsti. Pred kratkim sem spet bral, kako sta Marx pa Lenin, pa Karl Marx, ja, pa on, kako sta pa Engels, kako sta hvalila
Charlesa Darwina pa njegovo knjigo, ko je izdal, kako je nekaj čudovitega, ravno v podporo, pravi, komunističnemu nauku. In seveda ta komunistični nauk, vemo, kaj je bil, pa kaj so obačili komunisti zaradi tega nauka. In glejte, takole umoriti enega človeka, 40 let starega mladega duhovnika, ki je delal samo dobro med ljudmi. Samo za Božje častno izličenje duš. Ampak verjetno seveda zagotovo jima je odpustil. Vidite, svojima morilcem in molil zanjo, tako kot je tistim Kristeros, José Sánchez Rio, vidite, ko je rekel, pravi, Bog naj vam odpusti, kakor vam tudi jaz odpuščam in molim, da bi bili nekoč skupaj v nebesih pri Bogu. Vidite, to je katoliško. Odpuščati iz ljubezni do Boga, ljubezni do Jezusa in moliti za svoje morilce, da bi bili skupaj s tistimi, ki ga morijo. Verjetno tudi ta duhovnik tako podobno ali podobno molil za te svoje morilce, ki so ga morili. Ampak njemu so odprli nebesa. Odprli danes v nebesih, vidite, in prejšnji teden se je končal njegov škofijski postopek za njegovo beatifikacijo in ima naslov Božji služabnik. Se pravi, Božji služabnik Janez, kako mu je že ime? Strašek, Janez Strašek. Božji služabnik Janez Strašek. Ja, vidite, to je pa vesela novica za našo veselo nedeljo, postno nedeljo, da je ta duhovnik v nebesih in da je naš priprošnik. In jaz sem si njegov podobco dol stiskal, pa je plastificiral, pa napisano molitev k njemu na tisto podobce in sem si je dal gor med neštete podobce, ki jih imam v tisti hiši, kjer živi. Nisem jih tako šli, koliko jih imam. Ja, vidite, to so naši priprošniki. Imam priprošnik za mene, bil je duhovnik. In Bog ve, kaj se še nas čaka na tem svetu, če nas ne čaka mučeništvo. Ampak naši priprošniki, vidite, so tukaj zato pa da nam daje tudi svoj zgled, vidite, kako moramo živeti, kako trpeti na tem svetu. Današnji evangelij govori o tem, kako je Jezus pomnožil kruh pa ribe in seveda s tem pokazal, da je Bog, da more varovati van. Pa na koncu, ko so hodili pa za kralja postaviti, pa je rekel, to pa ne, pa je pobegnil in se skril. Boste rekli, zakaj pa? Se vendar ves čas govorite, gospod naš, da je Jezus Kristus kralj, pa Marija kraljica, pa Jozef kralj, da ga morajo priznati vsi narodi za kralja, pa vsi ljudje, pa posameznik, pa vse družine ga imeti za kralja. Zakaj se ni pustil, da bi ga za kralja postavili takrat? Ker ga niso hoteli postaviti za kralja kot Boga in človeka, ampak so hoteli postaviti kot samo za lokalnega vladarja Izraelcev, da bi jim kaj množil kruh pa ribe, da bi lahko živeli brezskrbno pa brez dela, da bi imeli dovolj hrane pa vsega. Vidite? To so njihovi človeški interesi. In seveda Jezus ni hotel biti lokalni kralj tam tistih Izraelcev, ki bi radi zastonj jedli pa pili, vidite, ampak je kralj vse kralj, on je kralj vsega človeštva, nas stvarnikov, rešenik in sodnik, en sam edini Bog z nebeškim očetom. No, in tam zadaj sem vam dal eno knjižico, verjetno še kakšna zastonj, na moj račun, pa sem že zadnjič rekel, ne, od Vidka von Galanskega, mojega somenjaka. Vidite, in te knjižice si preberite, to knjižico so prevedli v nekaj manj kot 50 jezikov. Se pravi, da je že moral biti velik svetnik, tale 11 let je bil star, ko je umrl, bil je mistik. No, in tle noter lepo piše, pravi, ko je prijel sveto obhajilo, kako si je želel prijeti sveto obhajilo, kako je celo noč prebedel pred tistim dnevom prvega svetega obhajila in kako, pravi, je vsak dan, ko je šel obhajilo, je bil za njega praznik. Nekdo mu je rekel, pravi, Vitko, jutri je velik praznik, lahko bi šel v svetem obhajilo. On je pa rekel, saj je vendar vedno praznik za Jezuščka in Vitka, ko se snideta, pravi. Midva se malo zmeniva, če je ta ali oni praznik ali kak drug dan, vedno se imava rada, je rekel. Ja, to pravi, za njega je bil vsak praznik, vsako sveto obhajilo velik praznik, vidite, in ta pomnožitev kruha, ki je Jezus napravil, pa rib, je seveda tudi podoba svetega obhajila, se pravi, svete tridentske maše, pri kateri Gospod prihaja na naš oltar, se daruje nebeškemu očetu na nekrvav način za odoščenje za naše grehe, da grehe oddana mijo pa zadnje še te sveto, in potem prihaja v naše srce, naše duše, da moramo živeti kot katoličani, kajti brez njega ne moremo nič dobrega storiti, ne zase, ne za druge, ne za Božje čase slave, ne za naše neumrljive duše.
te zato mora prihajati Bog sam v naša srca, v naše duše. In seveda na tak način, kakor se Boga sprejema, se pravi kliše pa na jezik, ne pa na roke stoji, kakor počnejo modernisti, ki mislijo, da so seveda bolj pametni od Boga, in 2000 let katoliške cerkve, ki je obhajala skoraj vsega začetka, vidite, samo tu pa tam so se kje spravili obhajati kaj drugače, ampak potem cerkev lepo hitro to uredila in prepovedala drugačno obhajanje in zapovedala obhajanje kliše in na jezik. Kar seveda edino varuje našega kralja pred oskrunjenjem, pred tem, da koščki ne padajo po tleh in da ne hodijo po njih. No, in ker je bil prejšnji teden še praznik Marijinega oznanjenja, še nekaj o zdravi Mariji. Vidite, vsaka zdrava Marijo, ki jo zmolimo, je neke vrste oznanjenje praznika Gospodovega oznanjenja, ker pri vsaki zdravi Mariji ponovimo besede nad angela Gabriela, ki ga je izrekel Mariji. Vidite, ko jo pozdravi, in potem, ko je bil Jezus bil spočet po njenim srcem, zato je vsaka zdrava Marija oznanjenje Gospodovega oznanjenja, na nek način, vidite, in pričevanje za ta praznik, za ta dogodek, vidite, ki je, lahko rečemo, eden najpomembnejših dogodkov v zgodovini vsega človeštva, ko je Bog postal človek po Marijinem srcu. Vidite, to je vse, vidite, to je čisto preprosto, ampak naš Bog je zelo preprost, samo ljudje seveda stvari zapletajo. In seveda ljudje, če tega nočejo priznati, in če nočejo živeti v katoliški veri, potem jih Božja brezmerna ljubezen, vidite, in dobrota jih ipso facto jih obsoja na trpljenje, na kazen na tem svetu in na drugem svetu. In ta Božji služabnik Vitko je rekel, pravi, koliko sem se naučil pri tem, ko sem počasi s premišljevanjem molil zdravo Marijo. Vidite, to moramo zelo paziti, da nam ne pride to, da bi kar drdrali, to je reglajne. To počnejo žabe takrat, ko je toplo, pa ko je dosti vode, sploh pa tam na Barju, kjer jaz živim. Naša molitev mora biti, vidite, premišljena, spoštljiva, premišljena, vidite, in veliko ne prepočasna, ene tako molijo, da človek zaspi, to tudi tu narobe, vidite, prehitro je tam tako narobe, neko srednjo pot je treba zbrati pri molitvi, neko srednjo pot, ne prepočasni, ne prehitro. No, zgodilo se je v Ameriki, v škofiji Pittsburgh, da je neki Petrovič, ali bil Hrvat, Srb, kaj jaz vem, vsekakor bil je slovanskega rodu. Vemo, da tudi veliko Hrvatov, Slovencev je šlo v Ameriko. Pravi, je tam v Ameriki je redno vsako soboto zjutraj je tekel, temu se reče jogging, rečejo Američani, je tekel tam v neki četrti Pittsburgha. To je po nekem kako že ime, vse. Jaz sem tudi včasih tekel, tekel sem po stadionih, pa še na mestu sem tekel, še ko sem šel v Lourdes na Romuniju, sem tekel na mestu, tam za neko hišo sem se skril. Zdaj sem pa nehal. Zdaj pa sem še sprehajam se, ko sem že toliko star. No, ta Petrovič je pa še tekel po tistem, to je nek človek, knjigo napisal, to so nas učili, ko sem študiral za športno vzgojo, izpite delal. No, in je tekel tam po tisti četrti, pravi, in enkrat je slišal pravi glas sirene, se pravi rešilnega avtomobila, in seveda imel je pa navado, da je kadarkoli je to slišal tako sireno, da se je prekrižal kot katoličan, pravi, in je zmolil za tiste, ki jim grejo pomagati, in tiste, ki so šli pomagati. No, pravi, to navado je imel od otroštva naprej. In potem, pravi, zgodilo se je, da ko je tekel tisto soboto, eno soboto v Pittsburghu, ni dolgo nazaj, ker je to bilo, pravi, mu je padlo na pamet, da bi zmolil zdravo Marijo za tiste, ki so mi šli pomagati, ki so bili v potrebi, in je zmolil zdravo Marijo. Se pravi, da je bil katoličan. Pravi, potem, no, potem se je pa spraševal, če ni mogoče če bi bilo prav, če bi se mogoče ustavil, pa da bi lahko še on kaj pomagal. Pa je prosil Boga, pravi, dobri Bog, pravi, če je tisto vozilo še vedno tam parkirano, pravi, se bom zaustavil in bom videl, če lahko tudi jaz kaj pomagam. In je tekel, pravi, nazaj, tja do tiste hiše, kjer se je avto ustavil.
ampak tistega rešilca tam več ni bilo. Tu nobene luči ni bilo v hiši. Pravi, vrata garaže so bila zaprta in vse je bilo zaprto in je tekel naprej. No, potem je pa naslednjič, ko je spet tekel tam, je pa iz tiste hiše prišla ena gospa, pa je rekla, pravi, prosim vas, ustavite se. In je potem se ustavil tam pri njej, pa je rekla, pravi, hvala vam, pravi, ker ste se ustavili, gospod, pravi, moram z vami govoriti, moram se vam zahvaliti, ker ste mi rešili življenje. Pa pravi on, Petrovič pravi, kako smo vam rešili življenje? On je nikoli videl še v življenju. Pravi, jaz vam povem, pravi, kaj se je zgodilo prejšnji teden. Pravi, bila sem sama doma in naenkrat sem se začela počutiti slabo, pravi, in sem padla v nezavest. Videla sem, da umiram. Potem se je pa zbudila v bolniški postelji v bolnici, in je videla Jezusa, ki je prišel k njej in je rekel, pravi, dobro je rekel, pravi, vse bo dobro. Ozdravela boš, pravi, ker je ta oseba molila za tebe, se pravi ta Petrovič, ki je tam tekel na tebe. In mu je izgleda Jezus pokazal, tej ženski pokazal Petroviča in ona ga je prepoznala. Pravi, na dlani njegove roke, pravi, je bil tvoj obraz, pravi. Pravi, pokazal je obraz tega Petroviča, pravi. In pomislila sem, moram se vam zahvaliti za to, ker ste mi rešili življenje. Pravi, kako naj reagiram, Petrovič je rekel, pravi, kako naj bi reagiral na nekaj takega, pravi, ostal sem brez besed, nisem vedel drugega, kar bi rekel, kakor da sem rekel hvala. Pravi, on se je tudi njej zahvalil, ona pa njemu. Vidite, lahko ena zdrava Marija ob pravem času, na pravem mestu lahko reši nekega človeka, verjetno bi umrla, takrat ne bi on zmolil zanjo, ali pa zmolil zanje, ker je zdrava Marija, je te oznanilo Gospodovega oznanjenja, ki je najpomembnejši, lahko rečemo, eden najpomembnejših dogodkov v zgodovini človeštva, ko je Bog postal človek pod srcem brezmadežne Božje matere Marije. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.